V sozvočju s sodobnimi usmeritvami trajnostnega in okoljevarčnega razvoja se tudi v gradbeništvu priporočeno uvaja uporaba naravnih avtohtonih gradiv. Ta gradiva so poleg tega, da so zdrava, tudi dokazano prijazna do okolja. Nenazadnje je že zato, ker so pri roki, ker so transportne poti čisto kratke, pa tudi sama priprava in obdelava teh gradiv potem za gradbene materiale je dosti enostavna in zanjo potrebujemo pravzaprav zelo malo dodane energije. Posebej je ta uporaba priporočena pri prenovi starejših objektov, pri prenovi spomenikov, to se pravi stavb, ki jih označuje posebna vrednost, pa še toliko bolj. Kajti pri vsakem posegu v staro stavbo moramo dobro poznati tradicionalno gradnjo. Naše stavbe so bile vse iz avtohtonih tradicionalnih gradiv, okolju priročnih, les, kamen in pa glina. In jasno, da so skozi rod se je tudi uporaba teh gradiv in pa predvsem priprava teh gradiv dopolnjevala. Z sodobnim razvojem tehnike so ta gradiva bila tudi včasih zaradi mogoče malo bolj zahtevnejše obdelave ali pa same uporabe zapostavljena. Danes pa, kot sem že povedala, se ravno tudi zaradi trajnostnega razvoja ponovno uporabljajo. Pri uporabi spomenikov je pa tako pri sami prenovi vpeta zahteva, da moramo te spomenike prenavljati in vzdrževati tako, da ohranimo njihovo izvorno stanje. Se pravi, da je tam absolutno zahtevana uporaba teh tradicionalnih gradiv. Med nje sodi tudi uporaba apnenega veziva, ki ga uporabljamo kot za izdelavo barv in za izdelavo umetov. Za mano je odličen primer takšne prenove objekta. Hiša je spomenik lokalnega pomena in so jo investitorji dejansko izpeljali to prenovo z uporabo avtohtonih gradiv. Celotna hiša je ometana z apnenim ometom in pa tudi polepšana z apnenimi barvami. Delali so tudi zelo zanimivo raziskavo. Primerjali so na primer apnena veziva z cementnimi vezivi ali pa celo z sintetičnimi vezivi in sicer so analizirali vsa ta tri gradiva z različnimi parametri, od tega, ali so ta veziva okoljevarčna, ali kako se obnašajo, ali so paropropustna, ali so zdrava. Teh parametrov je bilo navedenih, mislim, da okrog 20. In apno je dosegel skozi vse te parametre bistveno višjo oceno od cementa. Šele za cementom so potem pa vsa sintetična veziva. Poleg tega je apno poznano kot vezivo, ki je zdravo vezivo. Vezivo, ki je odličen insekticid, to pomeni, da tudi odbija razen mrčes in pa glivice, ki se včasih rade v kakšnih sintetičnih ali pa novih materialih zaredijo. Z dodajanjem nekih sestavin pa je tudi se mu poveča vlagoodbojnost, tako da jo posebej priporočamo pri starih stavbah, ki so slabo ali pa skoraj ni zaščitene pred talno vlago. Posebej pomembno je, da se apno prične uvajati kot res zdravo, kot dobro vezivo pri tistih stavbah, ki so bile zgrajene na star način, z tradicionalnim načinom gradnje, za uporabo tradicionalnih sredstev. Je pa apneno vezivo priporočeno tudi pri uporabi sodobnih hiš, pri uporabi in gradnji lahko tudi ne samo stanovanjskih, ampak predvsem tistih, v katerih se ljudje dalj časa zadržujejo. To so lahko tudi vrtci, šole, ker je to vezivo bistveno bolj zdravo in pa jasno tudi okoljevarčno, ker ga imamo v našem okolju v izobilju.